tokratni rubriki Lepota se bomo posvetili negi telesa. Natančneje ultrazvočnemu čistilcu kože, ki je ena najnovejših metod čiščenja kože. In če tudi vi še niste slišali za to vrstni čistilec, je sedaj odlična priložnost, da z mojo prvo gostjo, Danijelo Cerovak, poklepetava o tej metodi. Pozdravljena, Danijela. Pozdravljena. Povejte mi, tudi to je v Sloveniji novost. Kaj sploh je to čistilec kože? To je aparatura, ki pri negi obraza olajša nego, to pomeni olajša čiščenje kože, čiščenje ogrcev, mazolčkov, je metoda, ki je skoraj neboleča. To pomeni, nekdo je šel na klasično nego obraza, na tisto stiskanje in nikoli več. Ni prišel nazaj, zdaj lahko pridejo. To je enkrat, ko nekdo to proba, pride spet nazaj. In jaz hočem ljudi malo pač obvestiti o negi obraza, da nekaj pridejo, da se zelo efektivno očisti. To ne govorim, da je samo za akne, to je za ogrce, to je tudi za starejše ljudi, kar ima vibracijo ultrazvočno, tako da pa tudi celice pospeši, zelo uspešno roževino na koži očisti in s tem tudi pomladi. Mene zanima, kakšna je ta aparatura. Jaz si predstavljam, ko ste omenila čistilec kože, da je to kot nek sesalec. Ja, se to vsak podobno? Ja, to vsak misli, da to neki sesanje. To je v bistvu, ste videli malo prispevek, Si ga bova pol kasneje še ogledali? Ja, malo bolj natančno, to je čisto ena taka zanimiva zadeva, kot ena taka lopatka je, ki ima vibracije in v bistvu meni pomaga, da jaz ne rabim pritisniti tako moč, ampak te ultrazvočne vibracije očistijo površino kože. Tako da te vibracije so tako 28.000 na sekundo, to je zelo, zelo močna zadeva, ampak dejansko ne boli, ker so to tako mikro. Povejte mi, je to primerno za vse starosti? Kdaj lahko, recimo, stranka pride k vam na to čiščenje? Ja, imam tudi iz osnovne šole, naprimer 13 let stare, tako za te tam mlajše, fajn, da pridejo v salon, 12, 11, ker tudi te nimajo mazolčke, ker se to že v bistvu pojavlja tudi zdaj, se je začel pojavljati. Verjetno oni ravno zaradi tega problema pridejo, zaradi mozoljev? Ja. To učinkuje tudi proti mozoljem, ta metoda? Ja, zato, ker se redno čisti, seveda pa je treba tudi pomembna je njega doma, ampak glavno je, da se čisti, da se to ne razpase, ne gre naprej, zadeva, da ne postane v večjem obsegu, Pri otrocih je zdaj tako, otroci, oni imajo te receptorje zelo močne za bolečino, klasično stiskanje njih to zelo boli, pri tem ultrazvočnem čistilcu pa je minimalna bolečina. Pridejo tudi moški? Ja, tako imajo težave. Oni tako glede gubic, glih ni glih toliko preveč, da bi se kje sekirali, če imajo pa mazolčke, pa ja, pa kar pridejo. Povejte mi, koliko strank imate pretežno moških, žensk, verjetno več žensk? Ja, seveda. Tako, če gledamo procentualno 20%, pa večinoma so to mladi moški, to pomeni 13, 14, 15, 18, 20, tako, za starejših. Te, ki imajo bolj, bom rekel, zelo mastno kožo, ki imajo odprte pore, ki imajo črne ogrce, pač te pridejo. Povejte mi, jaz imam tako zelo odprte pore, ogrce, jaz jih stiskam, moram priznati. Bi bilo to primerno tudi zame? Ja, seveda. Ja, to ni samo za najstnike, to je za vse ljudi. Mislim, 60, 70, 80, tisti, ki pač želi skrbeti zase, za svojo kožo, ki pride na nego obraza, ki pride na nego bogato z retinolom, to je vitamin, jaz rečem botoks nega, seveda je potrebno globinsko čiščenje in potem seveda nega, primerna temu serumi, maske, To se posod uporablja. Super, jaz se bom zagotovo oglasila. Povejte mi, pomaga tudi kaj proti gubicam?
Ja, zato, ker je ultrazvočni, to so ultrazvočne te vibracije, tako da s tem stimulirajo fibroblaste, ki so v koži in s tem tudi fibroblasta ima pa funkcijo za kolagen pa elastin, da se dela, ampak s tem, ko dodamo to ultrazvočnost, pospešimo to. Super, hvala Daniela za enkrat. Mi pa si sedaj v prispevku poglejmo še kratko predstavitev in potek tega ultrazvočnega čistilca kože. Ultrazvočni peeling je novejša tehnologija globinskega čiščenja kože, ki je primerna tako za moške kot za ženske, ki imajo težave z aknami in mozolji. Lastnico salona Neguj.se Danielo smo spremljali med samo terapijo, kjer nam je storitev zares dobro predstavila. Po prijaznem pozdravu se stranka preobuje v udobne copate in vstopi v prostor, kjer vedno najprej izpolni vprašalnik in opravi podroben razgovor s kozmetičarko. V samem začetku terapije Daniela najprej kožo očisti, potem uporabi tonik, da koža navlaži in se znebi občutka zategnjenosti. Kasneje sledi temeljit pregled kože. Sledi 10 minut mehčanja kože s parno napravo, da ta postane bolj voljna za samo čiščenje. Pred ultrazvočnim peelingom je zelo pomembna tudi zaščita osebja. Če bo slučajno zakrvavel, seveda pač tukaj je kontakt s krvjo in moramo zaščititi sebe in pač tudi stranko. Zdaj se čiščenje lahko začne. Aparat za ultrazvočni peeling deluje na principu vibracij visokih frekvenc, ki povzročajo izločanje nečistoč, katere se nahajajo globoko v kožnih porah. To je sploh fenomenalno za te najstnike, ki imajo mozolčke, ki jih to izredno boli. Največ boli te, ki so v osnovni šoli, ki so stari 13 let, 14, oni imajo te receptorje bolečine malo bolj ojačane, ko mi njih res boli. Kasneje Daniela uporabi še drugo obliko zvočnega čistilca, ki prav tako deluje na enakem principu vibracij in sicer 30 000 vibracij na sekundo. Predtem stranki nanese masko. Občutek je prijeten, sam proces pa čisto ne boleč. Po končani terapiji kožo zopet očisti s tonikom, da vzpostavi ravnovesje pH-ja na koži in da kožo pripravi na kremo, s katero pa se terapija tudi zaključi. Priporočljiv obisk ultrazvočnega peelinga je enkrat mesečno, saj koža potrebuje 28 dni, da se regenerira. Vsi vemo, da je nega obraza zelo pomembna in si do lepše kože po večini pomagamo z domačimi preparati. Vendar pa je za pravilno in uspešno nego potrebna strokovna pomoč, ki pa si jo vsaka koža glede na današnji ritem življenja seveda zasluži. Ja, Daniela, in to strokovno pomoč, ki smo jo videli v prispevku, tudi vi izvajate. Povejte mi na začetku, ko stranka pride k vam, ali poveste, kak tip kože ima, jo pogledate, ne vem, s kakšnimi posebnimi aparaturami? Zdaj, pri meni v salonu je pač tudi neka novost, ki tudi bom rekla, v manjšem obsegu se še dela, zaenkrat delamo na tem, da dvignemo nivo kozmetike na malo višji nivo. Sodelujem z Icon kozmetiko, ki delajo dermadiagnostiko na 3 mesece, tako da v bistvu, ko vidim, da je nek večji problem, ki bi rabila še eno dodatno pomoč, da z ultrazvokom se pogleda v globino, to pomeni, da se merljivost naredi kože, koliko je kolagena, kako je glede sebuma, kako je, tlele rabim pol še eno dodatno pomoč, tukaj pokličem njih, se organizira dermaestetika in se pogleda koža. Potem pa naprej delamo negice na podlagi tega. V vašem salonu Neguj.se. Povejte mi, je primeren tudi za tiste, ki imajo, ne vem, zelo pordečelo kožo, kako se temu reče, rdečice, tanko kožo? Ja, tako, če imajo kakšno diagnozo, glede, kako da rečem, dermatologa, da ima kakšen srboreči dermatitis ali pa hitazga, tukaj v bistvu rabim vedeti, ali ona sploh lahko ima tako nego. Če je dovoljena taka nega, potem se lahko dela. To mi je zelo všeč, da se najprej prepričate, preverite, kakšen tip kože je in šele na to izvajate nego in se res individualno posvetite problemu. Povejte mi, a lahko ta tretma
ultrazvočni čistilec kože, sedaj sem se že naučila, zamenja kakšne te sodobne, tudi morda lepotne operacije? Bi lahko rekla, da se morda stranke kasneje lahko potem odpravijo pod nož? Ja, zdaj tako, ne, če se redno, tako bom rekla, ve se, da po 25. letu pa začne padati kolagen, ne. Eni prej, bolj več, eni drastično, eni kasneje, odvisno, ko so v štartu kot najstnice imela kožo, ne, mastno, kasneje, normalno prej, suha postane, ne. In če so že one po 25. letu začeli skrbeti za kožo, redne nege, serumi, kreme, dosti kasneje pride do težav glede gubic, ne. Če pa so malo kasneje, ko so bile 40 let stare, zdaj imam pa gubica, zdaj pa je treba nekaj narediti, ne, mogoče pa že treba kakšen lepoto. Se mi zdi fino, da se v bistvu že negujemo v poznih najstniških letih, če lahko tako rečem. Koža nam bo zagotovo potem kasneje tudi hvaležna. Na koncu nama preostane le še to, da naše gledalke in gledalce povabimo k vam v salon. Neguj se v Ljubljani, seveda je zaželjeno, da se prej naročijo, vas pokličejo, ne?